Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste? Kaj pa nogice? Ste jih že pod dekico skrili? Tudi? Odlično. Zdaj pa me zanima, če vi veste, kam gre Mavrica, ko zbledi? Kaj pravite? Ne poznate odgovora na to vprašanje? Tudi jaz ne. Ampak veste, kdo ga pozna? Avtorica knjige, Mojca Fatur, ki je napisala knjigo z naslovom Kam gre Mavrica, ko zbledi? Krasna in idealna knjiga za vse nas radovedneže, ki odgovora na to vprašanje ne poznamo. A gremo pokukati v knjigo, da ugotovimo, kam gre Mavrica, ko zbledi? Ste za? No, pa začnimo. Za 3 cvetočimi hruškami, 7 sončnimi žarki, družino velikonočnih zajcev in polžem z novo vikend hišico, z pisanim čebelnjakom, jato lastovic in 2 precej nadutima goloboma, za nasadom sončnic in poljem živo rdečega maka, je sameval najmanjši kraj na svetu. Na glavnem trgu je visel mojstrsko izdelan in vsako leto na sveže prebarvan napis Osamljeni gaj. In čeprav si za obisk najbližjega sosednjega kraja potreboval kar 3 dni hitre hoje, ni bil osamljeni gaj v resnici prav nič osamljen kraj. Glavni trg v obliki gromozanskega jajca je bil obkrožen z vrsto lepo urejenih hiš. Vse so bile približno enake velikosti, a niti 2 nista bili enake barve. Vsako leto so na prvi pomladni dan v osamljenem gaju praznovali praznik barv. Na glavni trg so prinesli mize in stole, plesali so in peli, izbirali najboljši malinovec preteklega leta in imeli čisto pravo žrebanje. V košari je bilo 12 lističev, prav toliko, kolikor je bilo hiš, in vsak je bil druge barve. Zime v osamljenem gaju so bile namreč strašansko mrzle in tako zasnežene, da so bili tamkajšnji prebivalci prepričani, da sneg v resnici zapade samo v njihovem kraju in ga nato nekdo skrivoma razvaža na preostale konce sveta. Zato so že večkrat razmišljali, da bi osamljeni gaj preimenovali v zasneženi gaj. A vsi niso bili za to, saj so se bali, da bi potem zapadlo še več snega. Praznik barv je tako postal njihov najpomembnejši praznik. Z njim so počastili prihod pomladi, njihovega najljubšega letnega časa. In tako kot narava svoje zasnežene poljane spomladi preobleče v mavrična polja, tako so prebivalci osamljenega gaja vsako leto prebarvali pročelja svojih hiš. A ker so bile nekatere barve bolj priljubljene od preostalih, se je župan, zato da bi preprečil morebitna negodovanja in spore, odločil, da bodo barve izžrebali. Tako bo pošta letos jagodno rdeča, banka nebesno modra, županova hiša oker kot sveže pečene žemljice, trgovina travnato zelena, gostilnica pomarančno oranžna, zdravstveni dom v barvi vijolic, šola sončno rumena, slaščičarna turkizna kot kak nenavaden dragulj, pekarna bisernato siva, frizerski salon mornarsko moder, krojačnica vinsko rdeča in hiša gospoda Petra, mojstra za vse, nežno rožnata kot cvetovi breskav. V osamljenem gaju ni bilo ne avtoceste, ne industrijskih obratov. Zato je bil zrak tako čist, da se je Polonci, hčerki gospoda Petra, zdelo, da lahko skozenj pokuka v drug svet. Ob lepem vremenu se je svetlikal kot pravkar zbrušen kristal in takrat se je v njem bleščal odsev živopisnih hiš. Tako je nad osamljenim gajem skoraj vse leto bdela čudovita Mavrica. Vsi so jo s ponosom občudovali, nihče pa ni vedel,
da je Mavrica v resnici tobogan, po katerem se sreča spušča na zemljo. Verjetno zato v osamljenem gaju ni nihče nikoli zbolel, nihče ni ničesar izgubil ali pozabil. Nobeno srce ni jokalo zaradi neizpolnjene ljubezni. Med seboj so si pomagali, hodili so drug k drugemu na obiske in se vsakega novega dneva razveselili, kot bi bil pravkar rojeno dete. Pomlad je bila tokrat še posebej radostna. Od neznano kod so priletele pikapolonice. Prve dni so otroci po glavnem trgu tekali za tremi in vežbali računanje s preštevanjem njihovih pik. Vendar je računanje postajalo iz dneva v dan težavnejše, saj so se pikapolonice kar množile in množile. Čez dober mesec jih je bilo že za polno šolsko torbo, zato so otroci prenaporno računanje raje zamenjali za brezskrbno tekanje po travniku. Potem pa se je nekega jutra zgodilo nepričakovano. Strašen krik je prehitel Petelinovo budnico in sunkoma vrgal na noge ves osamljeni gaj. Poglejte, Mavrica je zbledela. Ojoj, naša čudovita Mavrica je zbledela, je vsaj iz sebe ponavljala Pekova žena, gospa Marjeta. Kot bi mignil, so bili vsi še v pižamah in copatih, zbrani okrog gospe Marjete, ki je kot kura brez glave tekala gor in dol po glavnem trgu. Nejeverno so zrli v zbledelo Mavrico. Prmejdun, je vzkliknil Polde. Tudi pošta je zbledela. In res, prej jagodno rdeča pošta je bila zdaj podobna stari sprani roza nogavici. Vsi so obmolknili in nemo pogledovali zdaj v Mavrico, zdaj v zbledelo pročelje pošte. Kar lepo brez panike je župan prekinil mrko tišino. Vse bomo uredili, pošto bomo pač na novo prebarvali. Urno so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in še preden so gospodinje poklicale h kosilu, so že zaključili z delom. Nad osamljenim gajem se je raztezala živopisana Mavrica, čudovita kot vedno. Vse je bilo spet v najlepšem redu. Otroci so se na glavnem trgu igrali med dvema ognjema, odrasli pa so se vrnili vsak k svojemu opravilu. A veselje ni trajalo dolgo. Naslednje jutro je gospa Marjeta spet prehitela Petelina in njen krik je bil še predirnejši kot dan pred tem. Tudi pročelje pošte je še bolj bledikavo kot dan poprej zrlo v zmedene prebivalce osamljenega gaja. Nekateri so žalostno zmajevali z glavo. Drugi sumničavo oprezali za morebitnim storilcem. Prav vsi pa so čutili, kako se jim v prsi seli neprijeten nemir. Župan je tudi tokrat odločno prekinil nastalo zmedo. Spet so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in spet je bila Mavrica še pred kosilom vsa sijoča. A glej ga zlomka. Vreščeča budnica gospe Marjete je tudi naslednje jutro prehitela Petelinovo. In naslednje jutro spet in še naslednje tudi. Po kakšnem tednu dni je Petelin obupal in je svoje klavrne poskuse, da bi jo prehitel ali vsaj preglasil, popolnoma opustil. Nekaj dni zatem pa se je jutranjega vpitja naveličala tudi gospa Marjeta. Postala je nenavadno ravnodušna. Ne samo, da ni več vpila, tudi iz postelje se ji ni več ljubilo vstati. Kmalu so obupali tudi ostali in nič več niso namakali čopičev v rdečo barvo. Prej vedno nasmejani in dobrovoljni prebivalci osamljenega gaja so postali čudno resni. Vedno manj so se pogovarjali in družili, mrko so zrli v tla in hitro postorili najnujnejša opravila. Velikokrat so se za prazen nič skregali in trmasto vztrajali pri svojem. Da bi se drug drugemu opravičili ali se skušali pobodati, jim niti na kraj pameti ni padlo. Redko kdo se je sploh še zadrževal na glavnem trgu. Večinoma so se tiščali po domovih in tarnali nad glavoboli, kašljem in drugimi tegobami, ki so jih pestile. Nenavadno pa je bilo, da so skupaj z razpoloženjem prebivalcev
bledela tudi pročelja preostalih hiš. Vsakič, ko je neka hiša ostala brez svoje prepoznavne barve, je zbledel tudi del mavrice. Nihče niti opazil ni, kdaj se je nekoč pisani in norčavi osamljeni gaj spremenil v najbolj mrko in pusto različico samega sebe. Tudi na Polonco, hčerko gospoda Petra, je legla neprijetna teža brezbrižnosti in zdolgočasenosti. A kljub temu ji nekaj v njej ni dalo miru. In tako je vsak večer, ko se je glavni trg zazibal v mrak, zrla skozi okno in skušala dognati, kaj se je pravzaprav zgodilo. V svoj mali rožnati zvezek si je zapisovala vse, kar je opazilo njeno budno oko. Vse nenavadne stvari je vestno beležila in jih kot detektiv skušala povezati v smiselno celoto. A brez uspeha. Ko bi že skoraj obupala, se ji je nekega temnega večera pogled ustavil na gospodu Čuku in njegovi soprogi. Kakšne pol ure ju je nepremično opazovala, ko se ji je znenada posvetilo. Če kdo, potem ta dva vesta za čisto vsako stvar, ki se je kadarkoli pripetila v osamljenem gaju. Kar naprej sta na preži in zvedavo obračata svoji glavi v vse smeri. Redko kdaj sploh kam poletita. Morda ravno toliko, da si pretegneta krila in najdeta kaj za podzob. Polonca je odprla okno in jo začela klicati k sebi. Čukasto sta jo pogledala in se obrnila v drugo stran. Začela jima je žvižgati, peti, skovikati, ploskati. Nič ni pomagalo. Gospod in gospa se nista pustila vznemiriti. V kuhinjo je stekla po bombone in čokolado. Nič. Skočila je po sok. Še vedno nič. Ura je bila že pozna in zjutraj bo treba v šolo, zato se je poražena spravila spat. A hkrati odločena, da do naslednjega večera stuhta kaj uporabnega. In res, rešitev se ji je prikazala v sanjah. Takoj po šoli je stekla na bližnji travnik, kjer je nabrala za velik kozarec žuželk. Zvečer jih je stresla na ličen krožnik, ga postavila na okensko polico in jima zažvižgala. Najprej je bilo videti, da ju njen ulov nič kaj ne gane. A ko jima je že lep čas neutrudno mahala z največjo izmed žuželk, sta postala radovedna. Najprej je v izvidnico priletel gospod Čuk. Ko je zagledal migotajočo pojedino na krožniku, so se mu oči kar zasvetile. Urno je začukal soprogi, naj se mu pridruži. Ko sta z užitkom pospravila vsak nekaj žuželk, jima je Polonca pretkano izmaknila krožnik. Jasno jima je dala vedeti, da se ji bosta morala za nenadejano pojedino nekako odkupiti. Z zobanjem večerje bosta lahko nadaljevala šele, ko bosta odgovorila na vsa njena vprašanja. Ko sta videla, da Polonca misli resno, jima ni preostalo drugega, kot da sodelujeta. Za vsak odgovor sta bila nagrajena z novim žužkom. Izkazalo se je, da sta gospod Čuk in soproga prepričana, da je za nastalo zmedo kriva poštarjeva žena, gospa Vilma. Trdila sta, da že mesece vse noči prejoče. Toliko solz nikoli ne prinese nič dobrega. V Vilminem primeru so odplaknile njeno srečo. Kako to mislita, da so solze odplaknile Vilmino srečo, jo je vprašala Polonca. Gospod Čuk in soproga sta sočasno zavila z očmi in se nejeverno zastrmela vanjo. Nato pa sta začela naveličano pojasnjevati, da je sreča prav posebno bitje, ki zahteva veliko pozornosti in nege, da moraš za srečo skrbeti, če želiš, da ostane ob tebi. Zdaj razumeš, zakaj so jo solze odplaknile, sta začukala v Polonco. Ona pa se je le kislo nasmehnila, saj še kar ni šlo v račun, da je sreča živa in da je zanjo treba skrbeti. Poglej, je nepotrpežljivo nadaljeval gospod Čuk. Ljudje za vse lepe in navdihujoče stvari, ki se vam zgodijo, pripisujete zasluge sebi. Ko pa ne gre vse tako, kot bi si želeli, se jezite, da nimate sreče. In potem lovite uboge pikapolonice in jim šepetate svoje skrivne želje v upanju, da vam jih bodo uresničile, je nadaljevala Čukova gospa.
Tako zelo ste obsedeni z lovom na srečo, da sploh ne sprevidite resnice o pikapolonicah. Polonci je bilo iz minute v minuto manj jasno. Kakšne resnice o pikapolonicah, je zmedeno vprašala. Pikapolonice ne uresničujejo želja, pikapolonice ujamejo srečo, ki želi pobegniti od vas in jo pripeljejo nazaj k vam, se je zadrl Čuk in besno začukal. Ker ste spet v sozvočju s svojo srečo, se vam uresniči želja, ne pa zaradi pikapolonice. Soproga ga je nežno objela, da se je pomiril in nadaljevala. Se spomniš, da je bilo v začetku pomladi tu nenavadno veliko pikapolonic? Polonca je tiho prikimala. Spomnila se je, kako so jih lovili in preštevali pike na njihovih krilcih. No, je vzpodbudno prikimala gospa Čuk. Kaj no, jo je debelo pogledala Polonca. No, zakaj misliš, da je kar na lepem priletelo toliko pikapolonic, je potrpežljivo nadaljevala gospa Čuk. Pojma nimam, je skomignila Polonca. Zaradi Vilme in njenega joka je zdaj že popolnoma razdražen, zavpil gospod Čuk. Njena sreča je bila do kosti premočena in je hotela pobegniti nekam na lepše, kjer bi ji bilo toplo. Aha, in pikapolonice so skušale Vilmino srečo ujeti in jo pripeljati nazaj k njej, je bila nad svojo ugotovitvijo navdušena Polonca. Aleluja, je zavzdihnil gospod Čuk in iz krožnika sunil prav posebej zamaščenega žužka. Zaradi česa pa je gospa Vilma tako neutolažljivo jokala, je zanimalo Polonco. To jo pa kar sama vprašaj, je zabrusil čukast par in do sitega napokan odletel nazaj v svojo duplino. Polonca je takoj zjutraj obiskala Vilmo. Ta je sedela za svojim pultom in hlipa je prelagala kupe ovojnic. Polonca se je obotavljajoče prestopala, saj ni vedela, kako naj začne pogovor. Končno se je le opogumila in gospo Vilmo kar naravnost vprašala, kaj jo tare. Ta je s svojimi od joka zabuhlimi očmi samo topo strmela vanjo, nato pa je solzno jadikovanje dobesedno bruhnilo iz nje in se v potokih zlivalo čez osuplo Polonco. Tožila je, da jo njeno delo utruja in dolgočasi, da ima opravka samo še s položnicami, reklamami in uradnimi obvestili, da si ljudje sploh ne pošiljajo več razglednic in pisem. Pošta je bila včasih polna ljubezenskih pisem, je razneženo zašepetala. Nekatera so bila tudi odišavljena in okrašena. Srce mi je razburjeno bilo, ko sem jih držala v rokah in komaj sem čakala, da jih tisti, ki so jim bila namenjena, prejmejo, je zavzdihnila in planila v neutolažljiv jok. Tako glasno je tulila, da Polonce še slišala ni. Pogovor je postal praktično nemogoč, zato se je Polonca kar poslovila. Vedela je, da mora nekaj ukreniti in da se v tem, kar je povedala gospa Vilma, skriva ključ do mavrice in nasmejanega, osamljenega Gaja. Pogrešala je svoje prijatelje, igro in klepet. Pogrešala je vrvež na glavnem trgu. In v tistem jo je zadelo kot strela z jasnega. Stekla je naravnost k županu in ga prepričala, naj uvede dopisovalski dan. Na ta dan mora vsak prebivalec osamljenega Gaja nekomu poslati pismo ali razglednico. Napisane besede morajo biti skrbno izbrane in priti morajo iz srca. Le tako se bodo zares dotaknili src tistih, ki so jim namenjene. In ko se srca začnejo sporazumevati med sabo, takrat se rodi čarovnija. Takrat se sreča počuti ljubljeno in začne cveteti. Prebivalci osamljenega Gaja so dopisovalski dan sprejeli zadržano in s precej nerganja. Zanje je bila to samo še ena obveznost več. Teh pa so imeli že tako ali tako preveč. A po nekaj poslanih in prejetih pošiljkah se je v njihovih srcih resnično začelo nekaj premikati. Otoplila in omehčala so se, na njihove obraze so se vrnili nasmehi in spet so se začeli zanimati drug za drugega. Obiskovali so se, si pomagali in se pogovarjali.
In nekega jutra jih je spet prebudilo vreščanje gospe Marjete. Še vsi krmežljavi in pomečkani so pritekli na glavni trg. A tokrat so nejeverno bolščali v čudovito mavrico, ki se je bočila nad osamljenim gajem in vpisana pročelja hiš pod njo. Župan je ponosno stopil k Polonci in ji vpričo vseh čestital. Polonca, le kaj bi mi brez tebe? Osamljenemu gaju si vrnila njegovo znamenito mavrico. Polonca se je ob tem le nasmehnila in si tiho zašepetala. Ne boj se, sreča moja, rada te imam in vedno bom skrbela zate. Dopisovalski dan je tako postal najbolj priljubljen dan v tednu. Ko so pisali že vsem, ki jih poznajo, so prebivalci osamljenega gaja začeli pošiljati pisma in razglednice na naključne naslove iz imenika. K njim pa so začele prihajati pošiljke iz oddaljenih in neznanih krajev. Nepoznani ljudje so jim opisovali svoje dežele, običaje, življenja in ljubezni. Mreža radostnih src se je širila, sreča je vedno bolj cvetela in po svetu so ljudje opažali vedno več mavric. Poslušajte svoje srce, bodite nežni do svoje sreče in pozorni na mavrice nad vami. Ste danes že pokukali v poštni nabiralnik? Morda je pismo iz osamljenega gaja prispelo tudi k vam. Kaj pa, če je pismo iz osamljenega gaja prispelo tudi v moj poštni nabiralnik? Mi dovolite, da grem pogledat? Kaj pravite? A ja, posloviti se moram, seveda. No pa dajmo se, kako mi to naredimo skupaj. Objem, poljubček in pa do prihodnjič.